Naj cilj obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden sva v Medvodah. To je najna pot, ki nam bo vzela približno 50 minut. O moj bog, koliko labodov! To je res neverjetno. In pa še trenutna lestvica top 10. Zbiljsko jezero je res čudovito. Mava sreča, da so tukaj že ob 9 zjutraj, zato ker ni gužve. Čez par ur bo pa itak polno ljudi, zato ti priporočava, da prideš čim prej. Lali se malo boji labodov, a ne Lali. Lalika si bo povzela še eno kavico za na pot. Fancy. Irish kafe. Ok. O moj bog, koliko labodov! Ob jezeru je tudi sprehajalna pot. Oh my god. In pa igrišče. Medtem ko uživamo v kavi, naj poveva še nekaj o zgodovini. Zbiljsko jezero je umetno jezero na reki Savi. Nastalo leta 1953 ob izgradnji jezu za hidroelektrarno Medvode. Danes je priljubljena točka za družine, pare in vse, ki iščejo mir v naravi. Stari grad Smlednik je odličen primer srednjeveške utrdbe. Zgrajen je v romanskem slogu kot obrambni stolp z jarkom. Kasneje so ga razširili v gotskem in renesančnem obdobju, zlasti po potresu leta 1511. Do leta 1610 je postal pravi srednjeveški grad. Medlastniki so bili Urlih Smledniški, celjski grofje, Habsburžani in kasneje baroni Lacarini. Danes lahko obiskovalci uživajo v čudovitem razgledu na okolico. Pod gradom se nahaja Kalvarija, zgrajena leta 1772 v baročnem slogu. Sestavlja 14 kapelic križevega pota med starim gradom in kapelico krvavega znamenja na polju. Res mi je všeč, še nikoli nisem videla nič takšnega. Prav vsaka kapelica ima svojo poslikavo. Kalvarijo je dal zgraditi smledniški graščak baron Franc Smledniški. Da so dosegli popolno ravno linijo, je Franc zamenjal zemljišče s sosedom Jakobom Jerajem. Njun dogovor pa velja za eno prvih pisnih pogodb v slovenščini. Mokrišče Hraše pri vasi Hraše pod Smlednikom je naravno območje z 2 mlakama, ki skupaj merita približno 5 hektarjev. Voda je plitva, globoka do 2 metra. Tukaj gnezdijo in prezimijo številne ptice, med njimi čopasta črnica, mali ponirek, priba in labod. Območje je tudi pomembno za dvoživke, kot so zelena rega, sekulja in planinski pupek. Seveda pa so vstopila tudi v opazovalnico, kjer imaš slike, katere živali lahko opaziš. Poglejte to! Za nama je izvir Straža z naravno izvirsko vodo. To je eden edinih ohranjenih tovrstnih izvirov v Ljubljanski kotlini.
Vode ima med 17 in 21 stopinj in pretok od 6 do 8 litrov na minuto. Poleti je idealna za osvežitev, lahko pa se seveda samo usedeš na klop in uživaš v naravi. Tukaj sem bila tudi večkrat kot otrok. Obiskala sva tudi rojstno hišo Jakoba Aljaža, duhovnika, pisatelja in planinca, ki je kupil vrh Triglava. Rodil se je pa prav v tej sobi 6. julija 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro. Imel je ključno vlogo v slovenskem planinstvu. Ob koncu 19. stoletja, ko je germanizacija dosegla celo najvišje vrhove slovenskih gora, so imeli Slovenci v svojem alpskem svetu zelo malo prisotnosti. Napisi so bili v nemščini, planinske koče so vodila nemška planinska društva, celo pogovori na poteh so potekali v nemščini. Odločen, da to spremeni, je Jakob Aljaž ukrepal. Tale soba v preteklosti ni izgledala tako, bila je za shranjevanje sena. Ne vem pa, če se vidi, ampak tamle je Triglav. Jakob je imel lep pogled na Triglav svoje hiše. Leta 1895 je Jakob Aljaž kupil vrh Triglava in postavil Aljažev stolp. Prvi slovenski simbol na tem območju. S tem dejanjem je simbolično in dejansko vrnil gore Slovencem. Danes stolp velja za najbolj prepoznaven simbol slovenske identitete. Kasneje je zemljišče podaril Slovenskemu planinskemu društvu ter zgradil več planinskih koč, med drugimi na Kredarici in v Vrati. Poleg planinstva je imel rad tudi glasbo in je skladal domoljubne zborovske pesmi, kot sta Oj Triglav moj dom in Slovan na dan. Izvedela sva tudi, da je Jakob Aljaž kot otrok zelo rad plezal na tole drevo in opazoval hišo. Pred kosilom sva obiskala še sotočje rek Save in Sore. Za kosilo sva jedla pice v piceriji Hitri. Testo je narejeno iz lokalne bioperine moke, zato je lažje za prebavo in manj masno kot klasične pice. Oh yeah. Lali, jump in. Iskreno lahko rečeva, da je to ena najboljših pic, kar sva jih jedla. Res, 10 od 10. Amazing. Lali. Fire. Shit. Fire. Vedno, ko vidim tele posnetke od pice, postanem tako lačna. Zadnja lokacija je galerija pod Kozolcem, kjer se razstave večkrat letno menjajo. Pozdravljena je spet prišel en kuža. Od tle se lahko posmeješ tudi do cerkve Svete Marjete ali cerkve Svetega Jakoba, od koder je čudovit razgled. Olej, slika stare hiše Jakoba Aljaža. S tem sem zaključila 15. občino od 212. In na najni lestvici damo Medvode na trenutno 3. mesto. Če uživaš v tej seriji, ne pozabi stisniti en všeček in se naročiti na najin kanal, ker je to popolnoma brezplačno. Se vidimo v naslednjem videu. Čau! Katera lokacija pa je bila tebi najbolj všeč?